Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Letošnji dnevi slovenskega turizma se vračajo v Laško. Natančneje se bomo družili od 18. do 20. novembra v Termalni park Laško. Osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma je turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. Želimo vam samo še malo podrobneje predstaviti program plenarnega dneva. Ta se odvija v torek in ga skupaj pripravljamo vse institucije. Se pravi, ta dan bomo začeli z zanimivim pogovorom z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport, gospodom Matjažem Hanom. Potem pa bomo nadaljevali s prezentacijami in nagovori predstavnikov ključnih institucij. Želela bi izpostaviti tudi 3 zelo zanimive strokovne govornike. Z nami bodo dr. Peter Vostner z Umarja, ki bo govoril o možnostih za prehod v pametno in zeleno gospodarstvo. Potem gospod Štefan van Diest, ki je kreativni svetovalec za trajnostno prihodnost in bo delil inovacijske priložnosti v gostinstvu in turizmu. In pa z nami bo tudi gospa Virginija Di Gaetano, ki je avtorica vodnikov Lonely Planet in bo govorila o izjemnih zgodbah dobrih praks trajnostnega turizma. Potem bomo se pogovarjali na okrogli mizi o tem, kako navdihniti mlade generacije in ekipe. Sodelovali bodo antropolog dr. Dan Podjed, psihologinja Nina Pozderec ter pa ustanovitelj in direktor Galerije okusov Gašper Puhan. Magistrica Ladeja Godina Košir pa bo okroglo mizo torej povezovala. Kot je že omenila magistrica Maja Pak, bo eden od vrhuncev plenarnega dne podelitev plaket prejemnikov trajnostnih znakov Slovenija Green. Slavnostna podelitev se bo torej tokrat prvič odvila na dnevih slovenskega turizma, s čimer dajemo trajnostnim prizadevanjem v slovenskem turizmu novo potrditev, priznanje in veljavo. Torej vabljeni, da se nam pridružite tekom celotnega dneva, še posebej pa morda v tem delu in predstavite javnosti tiste destinacije in ponudnike, ki torej trajnost postavljajo v središče svojega delovanja. Imamo še eno zelo prijetno dolžnost in to je razkritje prejemnikov najvišjih priznanj v slovenskem turizmu za leto 2024. Pa bom prosila predstavnike institucij, da mi bodo pri tem pomagali. Najprej vabim gospod Grčman, da razkrije, kdo prejme nagrado Kristalni Triglav. Z veseljem razglašam, da Društvo turističnih novinarjev Slovenije nagrado Kristalni Triglav podeljuje županu Petru Misi in občini Podčetrtek za obnovo gradu ter za nadpovprečne dosežke pri razvoju turizma v občini Podčetrtek ter na prostoru Obsotelja in Kozjanskega. Gospa Viher bo razkrila, kdo prejme priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije. To bo naša zelo pridna mravljica iz Velenjskega konca, Marija Brložnik. Gospa Furlan bo kot naslednja razkrila, kdo letos prejme priznanje za življenjsko delo v gostinstvu. Letos priznanje za življenjsko delo prejme Rok Kanc, gostilna pri Gorjancu iz Ljubljane. Najlepša hvala. Gospod Pobegajlo nam pa bo povedal, kdo prejme priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma. Priznanje prejme letos Marjan Batagir, ki je predsednik upravnega odbora Postojnske jame, pa tudi podpredsednik naše zbornice. Vsem, če dovoliš, čeprav se meni mudi, ampak vseeno stavka še. Investicije, ki so bile sprovedene v Postojnski jami, pač pričajo o zavezi kakovosti pri poslovanju, obnovljen je hotel Jama, razstavni paviljon Expo, vhodna ploščad v Jamo in pa tudi promenada nad parkom z reko Pivko.
Poleg tega pa gospod Batagel vlaga tudi v druge projekte, kot so na primer smučišče Cerkno, kjer pričenjajo prenovo hotelsko-termalnega dela, in pa edinstvena vila Planinka na Jezerskem, s čimer se seveda bogati turistična ponudba po celi Sloveniji, usmeritev oziroma usmerjenost v trajnostno rast, strateško načrtovanje, vse to pa pomeni, da je gospod Batagel z njegovo ekipo seveda postal eden ključnih oblikovalcev turizma v Sloveniji, za kar mu seveda čestitamo. Hvala lepa. Gremo k magistrici Maji Pakolaj, ki bo razkrila, katero izmed novih edinstvenih doživetij Slovenije si je letos prislužilo naziv Sejalec. Torej nagrado Sejalec za visoko kakovostna doživetja z velikim tržnim potencialom, ki uspešno prispeva k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije in se uvrščajo v zbirko edinstvenih doživetij Slovenije, letos prejme doživetje kulinarični časovni stroj javnega zavoda Ljubljanski grad. No, finalista izbora za leto 2024 pa sta še doživeti Insing veslanje z olimpijci na Blejskem jezeru, Miha Piriha in podjetja Insing, ter divja dolina Soče skozi objektivu. Hotela Borec, iskrene čestitke. Najlepša hvala. Gospa Dubravka Kalin nam bo sedaj razkrila, kdo je letošnji ambasador slovenskega turizma. Ja, z veseljem sporočam, da je prejemnik nagrade ambasador slovenskega turizma Helmut Stöckel-Schweiger. Super. In pa ne nazadnje, prosim gospod Kalin, da razkrije še, kdo prejme letošnjo nagrado Kristalni Triglav za osebnost leta. Kristalni Triglav za osebnost leta sprejme zlata olimpika Janja Garnbret. Izjemna Janja, prejemnica zlate olimpijske medalje v Parizu in pa ambasadorka slovenskega turizma, je torej prejemnica nagrade Kristalni Triglav za osebnost leta v letu 2024.